Tudi do 100 pacientom dnevno pomagata zdravnik in medicinska sestra v ambulanti na primarnem nivoju. Če ni timskega dela, če ni te dodane vrednosti, da sta 1+1 lahko več kot 2, je delo lahko zelo, zelo izčrpavajoče, če ne rečem celo nemogoče. Ne? Prepletanje zdravstvene nege in medicine je v našem poklicu vsakodnevno in če mi želimo nekako kvalitetno obravnavati paciente in se tudi dobro počutiti v našem, delovnem okolju, je neko timsko sodelovanje med nami res nujno. In kot poudarja Kolanderjeva, po njenih izkušnjah večina zdravnikov v timih dobro sodeluje, seveda pa obstajajo izjeme. Kar najbolj ruši po moji izkušnji timsko delo je, kadar ni tega medsebojnega spoštovanja. Ali na osebni ravni, ali pa tudi spoštovanja stroke zdravstvene nege. Najbolj pa pravi prizadene neenakost na človeški ravni. Da se mogoče v načinu komunikacije ali pa tudi v nekih pričakovanjih iz strani zdravnika, se pravi ali način komunikacije ali pričakovanje, da je neustrezno, da je v bistvu ta človeška plat, kot da je medicinska sestra v neki podrejeni vlogi. Da sta v prvi vrsti nujna vzajemno spoštovanje in profesionalna pričakovanja o delitvi dela, je jasen tudi Ravnikar, ki poudarja, da na primarni ravni ravno to pride še bolj do izraza po sprejetju kompetenc za srednje medicinske sestre. Če bi se mi strogo držali teh pravilnikov, bi praktično zdravnik moral večino stvari početi sam, ker žal nimamo v ambulanti diplomirane medicinske sestre, ki ne bi po pravilnikih stvari počela. Ampak mi vemo, da srednje medicinske sestre oziroma tehniki zdravstvene nege znajo veliko stvari narediti tudi sami, se pravi, to so neke veščine iz področja zdravstvene nege in jim smo hvaležni za to in jim zaupamo in čim več lahko neka medicinska sestra prispeva k tej delitvi dela, toliko lažje delata. Če si zdravnik in medicinska sestra pomagata in dobro sodelujeta, pa ob vedno večji obremenjenosti zdravstvenega sistema lahko tudi več naredita. Primer, zdravnik vidi, da ima medicinska sestra v določenem trenutku, telefon, slušalko odleženo, se pravi pacienta na telefonu, nekdo trka, nekdo prihaja iz ambulante in je v tistem trenutku mogoče on sproščen dela in pripomore medicinski sestri, pri njenem delu, seveda delo poteka hitreje in bolj tekoče. In tudi se mi zdi, da v takem primeru je tudi na tej osebni plati, medicinska sestra nekako vidi, da je njeno delo videno, spoštovano, da v bistvu zdravnik sodeluje ves čas z njo. In obratno, A ne le na primarnem nivoju. Sodelovanje med zdravniki in osebjem zdravstvene nege je izjemno pomembno tudi na sekundarnem in terciarnem nivoju zdravstva. V sporočilu, ki smo ga prejeli od medicinskih sester srednje velikega oddelka Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, so zapisale: Naši zdravniki so izjemni, nam dajo sicer ogromno dela, ampak ga imajo tudi sami ogromno. Tako kot se mi lahko zanesemo na njih, se oni lahko zanesejo na nas. Drugega vsakodnevno dopolnjujemo in si pomagamo na vse možne načine, ki jih težko opišemo.